Ostane nam še razlaga tretje vrste poročila, ki ga imamo označenega kot T, poročilo s terena. To je poročilo, ki ga lahko pošlje kdorkoli, od koderkoli, torej ne samo markacist iz svojih odsekov, ampak kdorkoli od koderkoli. Namen poročila je, da dobivamo informacije o stanju na terenu in na podlagi teh informacij lažje in hitreje vzdržujemo naše poti. Pa dajmo narediti en primer, da je naša Katarina se tokrat odpravlja iz Medvod, nekam drugam, kaj pa vemo, zdaj čisto naključno, nekam se zapeljal, recimo, kaj pa vem, klele nad Idrijo, recimo tukaj, karkoli že to je, se ne vem, recimo, da se nahaja tukaj. In da je opazila, ali pa ne, ko bo govora o nekem razcepu, recimo, da je tukaj, na tem razcepu, na temle odseku. Ugotovi, da na tem mestu je nekaj narobe z kažipoti in klikne na ta, kadar pride domov in se usede za plangis, klikne na tale odsek, da se ta odsek izbere, na desni ga dobi in od spodaj ima samo gumbek T. Vsak ima možnost pritisniti na T kjerkoli v Sloveniji. Vidite, da tukaj ni gumbov V pa P, zato ker to ni odsek od PD Medvode, torej ni odsek od tega društva, kot katero sem prijavljen, ampak je od nekega drugega društva, čisto vseeno kjerga. Ampak tole ima gumb, klikne na njega in lepo enostavno napiše 28.10. sem bila tam, tole ne izpolnjuje ona, tlele napiše, kaj je videla. Na razcepu ni kažipota proti, kaj gor je Jelenka, Jelenku, recimo, da je to narobe. Avtor Katarina Kotnik. Kontakt, lepo prosim, dajte vpisovati kontakte, zato, ker je to edini način, da vas bo morebiti kdo kaj vprašal za več podrobnosti ali pa vam javil, kaj smo naredili. Če tega ne date, živ Bog ne ve, kdo je to napisal in zato pač ne moramo komunicirati. Takole, to je vse. Na razcepu ni kažipota proti Jelenku, Katarina Kotnik, kontakt Katarina Kotnik, to je to, to želi poslati. Klikne. In zdaj pa vpraša, ali želite naložiti sliko. Slika je zelo dobrodošla. Rečeš v redu in doma na svojem računalniku, potem klele imaš tole, moraš iti skozi dodajanje slike, izberi fotografijo. Vem, da je klele ena taka slika, ko je recimo primerna. Bom tole dal. Recimo, da je to tisti razcep, pa da je to bilo. Zdaj, če je slika slikana z telefonom ali pa z aparatom, ki ima GPS, vam bo sam določil lokacijo, iz slike bo vedel, kje to je, pa tudi uro bo vedel. Zdaj, ta je bila s fotoaparatom, tako da ne ve, kdaj je bilo narejen, bo sedanji dan, datum not opisal, pa tudi izbrati moram lokacijo, kje sem to slikal. Tlele. To je bilo slikan. In napišemo Katarina in razcep, brez kažipota. Takole. Shranim. No, nekaj zdaj on mele. Amelja. A bo. A sem nekaj pozabil napisati. Katarina, podnapis, datum, spremeni lokacijo, izberi shrani, zapri. No, ali pa nekaj sem ga polomil, ampak dobro. Tako se dodaja fotografija, če ti rata, tokrat mi ni. Tako da to je zdaj vnešeno in ob polni uri, ob naslednji polni uri bomo dobili nekaj urednikov, bo dobil maile z opozorilom na to poročilo, ki se je zdaj tukaj se je zapisalo, vidite, kle not v strukturi se je tukaj zapisal.
In tukaj noter zdaj to poročilo je pač so informacije o tem poročilu. In tukaj lahko zdaj ta ista Katarina, ki je glavna urednica teh planinskih zadev v Plan Gisu, lahko potem naprej ukrepa s tem sporočilom, ga lahko pošlje vam, markacistom, ali spremeni njegov status in tako dalje, napiše kakšen komentar in tako dalje. Skratka, sporočilo o napaki na terenu je prišlo v naprav naslov do Katarine in Katarina ga potem posreduje naprej na društvo, ki je skrbnik tega odseka. Tako da to ste verjetno že doživljali in boste še doživljali, tako da se kar navadite. Zdaj pa lahko razložim, zakaj vidimo na tem, se je tukaj tudi pojavil. Zdaj se je tukaj pojavil ta moder krožec. Ta moder krožec pomeni, da imamo tukaj sporočilo s terena. Zdaj, zakaj sta ta hip 2, ne vem, da sem nekaj dvakrat kliknil ali karkoli. Teh krožcev je vedno več po Sloveniji, se jih bomo zreducirali, te so prikazani vsi, zdaj pa se bojo kazali samo tisti, ki niso še rešeni. Ampak tam, odkudar smo dobili kakšno sporočilo, so že krogci. S časom bo tega zelo veliko, kar je v bistvu koristno, zato da bomo lahko vedeli, kje imamo probleme. Zdaj, da razložim, da imamo ta isto narejeno tudi v MAPZS-ju, tole je MAPZS, računalniška verzija, tukaj imamo enak postopek, samo malo drugače izgleda, tukaj je tale gumbek, kliknem na to, piše poročanje s terena, zdaj si pa zamislite, če si s telefonom, si na licu mesta, tam, kjer je napaka. Te dobiš tole, te najprej prosi, da dodaj sliko, in zdaj, če si na terenu, boš kar s fotoaparatom sliko, jaz bom pa tukaj še enkrat tole dodal, in bom tukaj opisal, kaj je, ni kaži pota, zdaj pa avtor Andrej Stritar in je to to. In to je to, več ni treba na terenu narediti. Samo še prosite sistem, da se točno postaviš na lokacijo, kjer je bil problem, zdaj sem nek drugje, ampak se vseeno, recimo, da je tukaj, in če bi zdaj kliknil tale pošlji, bi se sporočilo pošle na enak način v sistem in s tem Katarini in od Katarine naprej do vašega društva. Vi boste pa pol kot društvo imeli priložnost odgovoriti, sanirati, kakorkoli, tako da bo na koncu to poročilo, na začetku ima status novo, potem bo dobilo pa status rešeno. Lahko je pa tudi neumestno, tisto pa Katarina presodi. Tako, toliko še o teh vrstah